Ja, lep pozdrav vsem. Danes vlagamo v proceduro Državnega zbora novo preiskovalno komisijo, in sicer parlamentarno preiskavo izvajanja področja otroške kardiologije v Republiki Sloveniji in pa nabav in medicinske opreme in zdravstvenega materiala ter upravljanja z medicinsko opremo v Republiki Sloveniji na področju sekundarne in terciarne zdravstvene dejavnosti, seveda z namenom ugotoviti dejansko stanje in pa z namenom sprememb zakonodaje ter ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij v Republiki Sloveniji in pa odgovornost nosilcev javnih funkcij, odgovornih torej v zdravstvenih dejavnosti oziroma v ustanovah sekundarne in terciarne dejavnosti v Republiki Sloveniji zaradi opustitve dolžnega ravnanja. Jaz sem vesela, da sta z mano danes tudi predstavnika Nove Slovenije in pa Slovenske nacionalne stranke, ki so sopodpisniki te zahteve za parlamentarno preiskovalno komisijo, tako da se jima zdaj že na tem mestu seveda zahvaljujem. Zdaj, kaj je namen, sem mogoče že v samem naslovu povedala, ampak čisto na kratko. Neučinkovitost zdravstvenega sistema oziroma javnega zdravstvenega sistema v Sloveniji se kaže seveda na različne načine, različnih področjih. Veliko govorimo o podaljševanju čakalnih dob, o nepravilnosti pri izvajanju nabav, pri izvajanju zdravstvenih dejavnosti in prav zaradi tega tudi preiskovalna komisija. Namreč, naj izpostavim torej samo področja, ki bo zajemala preiskovalna komisija, in sicer organiziranje recimo mreže zdravstvenih storitev eno izmed tistih področij, ki kaže na nepravilnosti oziroma na neučinkovito javno zdravstvo ali ožje gledano organizacija zdravstvene dejavnosti otroške kardiologije. To je področje, o katerem govorimo že desetletje oziroma 10 let, nekje od leta 2007, 2006, 2007, ko je v UKC Ljubljana, ki izvaja ta program otroške kardiologije, zapustil kardiolog oziroma kirurg, in potem vse od takrat naprej nekako enostavno ta ustanova ali pa sama Republika Slovenija, torej ustanove niso našle, bom rekla, ustrezne zamenjave oziroma strokovnega sodelavca, ki bi to področje pokrival. Vmes seveda so se dogajale še druge zadeve, kot je preiskava Komisije za preprečevanje korupcije, ki je maja 2013 izdala mnenje o tem, da je bilo recimo sklepanje pogodb z izraelskim kirurgom nepravilno, torej da so se podpisovale pogodbe, ki niso bile ki so se podpisale kot avtorske pogodbe, pa to niso bile, in pa tudi visoki honorarji, ki nekako niso ustrezali samem izvajanju potem pogodbe. Nadalje, leta 2015 je mednarodna komisija izdala torej mednarodno poročilo o stanju na otroški kirurgiji v UKC Ljubljana, ki je v grobem oziroma podalo neko mnenje o samem izvajanju otroške kardiologije in nekaj priporočil, ki v nadaljevanju niso bile izvedena vsa priporočila. Lahko pa rečemo, da je mednarodno poročilo povedalo tisto, kar je v bistvu najbolj pereče, da prihaja na področju izvajanja programa otroške kardiologije do odstopanja od mednarodnih smernic, do neurejenih razmer in tudi tega, da nosilci javnih funkcij, torej odgovornih v UKC Ljubljana, niso prisluhnili različnim opozorilom tistim, ki so delali v programu in se v bistvu zadeve samo še poslabševale. Do tega stanja, da lahko danes rečemo, da otroška kardiologija v Sloveniji torej je nacionalni problem, nacionalna katastrofa, o tem je govoril tudi direktor UKC Ljubljana, gospod Šabeder, na eni izmed odborov, torej sej odborov za zdravstvo. Drugo področje, ki kaže na neučinkovitost javnega zdravstva v Sloveniji, pa so bolj iz ekonomskega vidika in gre predvsem za nepravilnosti, še vedno za nepravilnosti pri nabavah in upravljanju z medicinsko opremo. Tukaj v razlagi za preiskovalno komisijo navajamo samo poročilo Računskega sodišča iz letošnjega leta, ki govori o nepravilnostih nabav v UKC Ljubljana, torej našem največjem javnem zdravstvenem zavodu, ki govori o 70 milijonih evrih v 2 letih, ki kažejo na nepravilnosti pri nabavi, pri kršenju zakonodaje, internih aktov in tako naprej. Da se ne dotaknem že preiskovalne komisije iz prejšnjega mandata na področju žilnih opornic, ki je prav tako pokazalo, da je prihajalo do večjih nepravilnosti, kršenja zakonodaje,
tudi do korupcijskih dejanj in tako naprej. Torej, preiskovalna komisija, ki jo želimo izvesti, torej, ki danes pač dajemo to odredbo za preiskovalno komisijo, je torej še enkrat ugotoviti dejansko stanje na področju otroške kardiologije v Sloveniji in odgovornost vseh nosilcev javnih funkcij, tako politične in druge odgovornosti za to, da je program otroške kardiologije v Sloveniji neklavrno nadaljuje svojo pot, oziroma da ne deluje kakovostno in da ne deluje varno, in pa področje nabav medicinske opreme in zdravstvenega materiala na sekundarni ter terciarni ravni in pa upravljanje z medicinsko opremo, kjer prihaja tudi do različnih nepravilnosti in pa do opustitve dolžnega ravnanja strani nosilcev tako političnih funkcij, javnih funkcij, kot tisti, ki so odgovorni v zdravstvenih zavodih na področju sekundarne in terciarne dejavnosti. Hvala. Lepo pozdravljeni.